Živijo, se kaj smete? Če si vesel, se smeješ, če nisi vesel, si žalosten. Če pa ne veš, da si vesel, si pa smešen. Ok, povem vam 3 stvari. 3 stvari, ki so pomembne. Kamorkoli pridem, vsi rečejo, mi bi radi prodali več. Mi hočemo prodati več. V redu. Ok, evo 3 stvari, ki so ključne, če hočeš urediti to prodajo in slediti in narediti uspešno zgodbo. Ok, preverite, če res dela. 3 stvari so priprava, aktivnost in pa sledenje. Naj povem priprava. Priprava je zelo pomembna. Koga boš napadal, kaj mu boš povedal, komu boš ta problem reševal. Pred krizo in po krizi se ljudje odločamo drugače. Druge prioritete so se zgodile, druge probleme rešujemo. Se pravi, v pripravi je zelo pomembno ugotovi, katere probleme rešuješ, kateri ciljni skupini in katere stavke boš rekel, ko jih boš nagovoril. Točno kaj boš rekel. Ne opisati, tako jim bom razložil, kaj boš rekel. In to je priprava, zelo pomembna stvar. Naslednja stvar, aktivnost. V aktivnosti začnemo z ljudmi komunicirati. Na začetku izobražujte jih, naučite jih nekaj, odprite problem in podajte neko, bom rekel, brezplačno rešitev. Nekaj, kar jim bo takoj koristilo, da bodo vedeli, da to pa dela. In potem v aktivnostih ne napadete 5000 podjetij, ki ima promet več kot 1 milijon. Napadete skupino kupcev, ki si jih vi želite, da bi bili vaši kupci. Raziskujte malo, naredite si spisek. Boljši je spisek 20-30 kvalitetnih kot 5000 totalno neumestnih. In takrat v aktivnostih si razdelite po koledarju točno, kako boste delali. V aktivnostih morate vedeti nekaj. Prvi kontakt vedno je spoznavni kontakt, kjer moramo prepričati nekoga, da smo mi v redu človek. Ker vi veste, da ste v redu, ampak vaš kupec ne ve, da ste vi v redu. Vaš kupec ne ve, da ste vi strokovnjak. Vaš kupec ne ve, da imate vi pametne namene, da niste prevarant. Zato ne na prvo žogo takoj klic pa prodajati. Ta prvi dober vtis in pa nekaj, kar jim bo dokazalo, da ste vi ta prava izbira. Potem, ko pridete naprej, verjetno, kadar hočemo zaključiti prodajo, bi mogli tudi neko ponudbo dati in potem to ponudbo zaprta. Sej, to je vse del aktivnosti. Ampak, ko ponudbo damo, je pa zelo pomembno tisto, kar je ta 3. točka, sledenje. Če smo že dali ponudbo, imamo zmeraj pravico izvedeti, kako moja ponudba stoji. Če sem se jaz potrudil in pisal ponudbo zate, se potrudil in ti lahko rečeš, da tvoja ponudba me ne zanima. Tvoja ponudba me zanima. Tvoja ponudba me zanima, ampak ta trenutek še ni zanimiva. Je tako? Se pravi, da kadarkoli delate po tem procesu, se pravi priprava, aktivnost, je ta zadnja sledenje ključna. Ne oddajte ponudb, pa nikoli ne več ne govorite ali pa ne komunicirate stranko. Opozoril bi vse mlajše ljudi. Nekateri zelo preveč radi pišete e-maile. Maili so super, ampak maili so potrditev najinega razgovora. Kaj sva se zmenila, če vi hočete imeti vso kronologijo zabeleženo. Ampak ne jim pa pisati maile, ker se ljudje narobe razumemo. Ti si vesel, ko ga pišeš, jaz ga preberem, mislim, da si me užalil, ali pa da me tepaš, ali pa da si jezen name. Zato dajte komunicirati, posel še vedno delajo ljudje. Robot je robot, človek je človek. Človek ima danes dober dan, slab dan, ima čustva in ima odločitvene procese. Ok, da ne bo predolgo, priprava, aktivnost, sledenje. In še namig, nehajte prodajati. Začnite pomagati. Pomagajte svojim kupcem do njihove sreče.